Glavni namen knjižnice Znanje je povečanje zaposljivosti mladih med 15 in 29 letom. Knjige lahko pomagajo z nasveti in idejami, kako se spopasti z izzivi pri uresničenju poklicnih želja mladih brezposelnih. Danes imamo tukaj 11 knjig, to predstavlja različne poklice. Vsak bralec, ki pride, si lahko eno izmed teh knjig sposodi. Branje poteka 30 minut in po 30 minutah si lahko sposodi bralec novo knjigo. Najprej smo začeli tako, da smo se spomnili na ljudi, ki jih poznamo, ki imajo kakšen zanimivi poklic, ki bi bilo tako zanimivo se z njimi pogovarjati. Potem smo tudi razmišljali o temah, ki bi mlade zanimali, dijake, ko si iščejo svojo nadaljnjo karierno pot, in potem smo poslali povpraševanja in odziv je bil res odličen. Ti si danes v vlogi knjižničarke, je veliko vpisa danes? Ja, pravzaprav smo komaj začeli, pa smo že kar dobili veliko obiskovalcev. Kaj pa je možno, da kdo ne vrne knjige? Ja, upajmo, da ne, ker imamo tudi knjižnična pravila, torej da z knjigo lepo ravnaš in jo vrneš v takšnem stanju, kot si jo dobil. V moji knjigi v bistvu se gre za to, da predstavim mojo pot, osebno potovanje, kako sem prišla do tega poklica in da ga predstavim tudi malo širši javnosti in še malo to stigmo in tabuje se malo tudi podrejo. Govorim o tem, o svojem poklicu likovnega učitelja, predstavljam tudi svojo zgodbo ustvarjalca na likovnem področju, fotografa. En del tega je posvečen tudi bolezni, in sicer moji bolezni, s katero se srečujem vsak dan, in to je bipolarna motnja, kateri tudi predstavljam. To pomeni, da nekih predsodkov nimaš, poveš vse, kar te nekdo vpraša? Če je tako vprašanje, tudi povem, sam zaenkrat še ni bilo zastavljeno nobeno tako vprašanje, da ne bi o njem govoril. Mojca, kakšen je pa tvoj poklic, kakšna knjiga si? Torej, jaz sem plesalka in plesna učiteljica, drugače sem pa še vedno študentka. Torej, ljudi zanima predvsem, kako poteka ta poklic. V bistvu sem navedla, da sem bila tudi v New Yorku, torej zanima tudi, kakšno je tam življenje, kaj sem tam delala, kako je, ko delaš z otroci. Pa tudi vprašujem me, če sem recimo sramežljiva, ker jih to zanima, kako je to z odrom. Katero knjigo si ti danes bral? Izbral sem se Jernejo. Prvo me zanima, ker je samo športnik, ne? In ker to meni tu puno se interesira, ne? Ampak ko sem pogledal, da je on sam svoj samostojni podjetnik, ne? Mi je puno to še postalo meni zanimivo, ne? Zato mi povedal, kako je on prišel to v 3 letih tako daleč, ne? Na katero vprašanje, tisto, ki te je najbolj zanimalo, ti je odgovoril? To, da sem ga vprašal, če vedno vse gre enako ravno, da je vse načrtovano, ne. On mi je povedal, da moraš pasti, da vsako lahko nadaljuješ, ne. In se spomnim tistem času, ko sem jaz se odločala, bi tudi takrat prišlo zelo dobrodošlo, da bi nekdo povedal, v bistvu, kaj so možnosti in da ne obstaja samo ena prava pot, edina, ampak da je več poti do cilja. Zanimanje za knjige je bilo veliko. Namen, koristne informacije, razbijanje predsodkov in dovoliti si sanjati pa dosežen. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.